razmišljaš, ne, naše življenje je kar naprej prepleteno z naravo. Po eni strani jemljemo, da bi ustvarjali nove materialne dobrine in to včasih še prehitro in preveč, ne? Po drugi strani pa človek vse skozi vrača te snovi nazaj v naravo v obliki odpadkov. Narava pa jih v tem obsegu več ne more uvrstiti v svoje naravne presnovne cikle. Zato večina problemov, s katerimi se danes srečuje človeštvo, izvira iz načina razmišljanja, ki pa ga bo treba nujno v izogib vsem katastrofam, ki nam iz tega naslova grozijo, spremeniti. In zato vam danes predstavljava še kako pomemben poklic, ki je zaslužen za to, da se naši potomci ne bojo kopali v odpadkih in podobnih katastrofah. In ljudi, ki si svojimi izdelki in dejavnostmi prizadevajo, da bi ustavili uničevanje narave. Skratka, ljudi, ki skrbijo za našo boljšo prihodnost. Danes vam bova predstavila zelo zanimiv poklic komunalnega inženirja. Delo. Veselo na delo! Načrt gospodarjenja z odpadki v gospodarskih družbah. S tole vašo diplomo se je pravzaprav začela, ne, zgodba o koših za ločevanje odpadkov. Res je. Na idejo o koših za ločevanje odpadkov sem prišel v času izobraževanja, ko smo v okviru analize ugotovili, da se odpadki v Sloveniji zelo slabo ločujejo. Iskali smo razloge, ki vplivajo na to in prišli smo, da je zelo pomemben dejavnik tudi to, da ljudem ni omogočeno optimalno ločevanje odpadkov na izvoru. Na to smo po tržišču začeli iskati kaj primerne koše za opremo objektov, vendar jih nismo našli. In potem se je začela ideja, ki je zdaj tukaj. Komunalni inženir je dokaj mlad poklic. Poklic je praktično nastal v okviru tega programa pred približno 10 leti. Takrat smo pričeli z izobraževanjem za poklic komunalnega inženirja. V letu 2000 se je program nekoliko spremenil, uskladil z pravili skladnimi z bolonjsko reformo in smo dobili poklic inženirja varstva okolja in komunale. Kako pa je s prakso? Veliko vaših študentov je zaposlenih, torej študirajo ob delu. Šola Izraz praktično v bistvu izvaja samo izredni študij, kar pomeni, da je velika večina naših študentov, pravzaprav študentov ob delu in iz dela in izhajajo iz organizacij, kjer so zaposleni. Pri nas pa pridobijo tista znanja, ki jih za svoje delo morda potrebujejo. V tej čistilni napravi nasproti naju, kjer se dogaja prvi del čiščenja, torej mehansko čiščenje, nadzira te procese en komunalni inženir. Tako je. Ta stavba ena se pri nas imenuje mehanska stopnja čiščenja. Tukaj so inženirji strojni, elektro in pa tudi komunalni inženir. In on je zadolžen za to, da ta linija mehanska, se pravi mehansko čiščenje vode, poteka tako, kot je to potrebno, se pravi, da se očistijo mehanski delci od največjega do najmanjšega, se pravi na koncu do finega peska in pa maščob. Če ste tudi vi ljubitelj narave in si jo želite ohraniti takšno, kot je, In poskrbeti zase in za svoje potomce. imeti dobro in iskano službo, No, potem je komunalni inženir vsekakor poklic za vas.